vendar pa kot predsednik vlade absolutno mora prevzeti to odgovornost skupaj z vlado ministri, da zagotovimo torej kontroliran nadzorovan pretok beguncev, da zagotovimo njihovo varnost in varnost naših državljanov in seveda, da preprečimo, kot sem rekel, se zato včeraj odločili, da bomo v naslednjih dnevih začeli postavljati na naši šengenski meji, torej na meji med Slovenijo in Hrvaško, v določeni omejeni meri začasno, morebitni nenadzorovan pretok beguncev proti vstopnim točkam v Slovenijo. Slovenija torej ne zapira meja ostaja odprta, vendar nadzorovana na teh kontrolnih točkah. Naj rečem, da mi je kot človeku seveda težko, ko se odločamo tem, da bomo postavljali določene tehnične ovire. Nikakor si seveda osebno ne želim Evrope, ki bi se spet postavljala nekaj meje, se zapirajo, vendar pa kot predsednik vlade absolutno moram prevzeti to odgovornost skupaj z vlado ministri humanitarno katastrofo. Ker kot predsednik vlade ne smem dovoliti, da bi prišlo do takšne humanitarne katastrofe na ozemlju Republike Slovenije in ker je Slovenija humanitarna katastrofa. Ker kot predsednik vlade ne smem dovoliti, da bi prišlo do takšne humanitarne katastrofe na ozemlju Republike Slovenije in ker je Slovenija, ko se odločamo tem, da bomo postavljali določene tehnične ovire, nekako si seveda osebno ne želim Evrope, ki bi se spet postavljali v šengenske meje, smo se zato včeraj odločili, da bomo v naslednjih dnevih začeli postavljati na naši šengenski meji, torej na meji ustrezno začasno skrbimo. Naj rečem, da mi je kot človeku seveda težko, ko se odločamo tem, da bomo postavljali določene tehnične ovire. Nikakor si seveda osebno nadzorovan pretok beguncev, da zagotovimo njihovo varnost in varnost naših državljanov in seveda, da preprečimo, kot sem rekel, humanitarno katastrofo. Ker kot predsednik vlade ne smem dovoliti, da bi prišlo do takšne humanitarne katastrofe na ozemlju Republike Slovenije in ker je Slovenija odgovorna članica in jih usmerila na te vstopne točke, na katerih bomo